prve svetovne vojne, se bomo pa zdaj premaknili čas tik po koncu druge svetovne vojne. Ima dr. Kajo Širok iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Pozdravljeni. Naslov je Okus spomina, refleksija na obdobje Železniške vojaške uprave v življenjskih zgodbah preučevalcev. Omenjena je oziroma cona, katero sem preučevala, je pa Goriška. 12. julija 1945 je glede na dogovore in predtem podpisani Beograjski sporazum železniška vojaška vojska prevzela oblast na območju zahodno tako imenovane Morganove črte. ZVU, torej železniška vojaška uprava, ali pa Allied Military Government, je bila začasna zasedbena oblast in je v nasprotju z železniškimi oblastmi v drugih predelih Italije v Julijski krajini delovala neodvisno, se v svojo upravo ni vključevala v tedanjih italijanskih državnih aparatov. V prvi fazi zasedbe namreč po celotnem italijanskem ozemlju so zavezniki na območju vzpostavljali že utečen način upravljanja območja preko domačih organov, to se tudi imenovalo indirect rule, a se je problem ravno v Julijski krajini vzpostavil že samo zaradi upravne strukture cone A, se ni bilo več organov stare uprave, da se lahko oblast naslonila. In ker zavezniki probleme niso želeli priznati kot vzpostavljanje jugoslovanske oblasti, so na območju uvedli direct rule, kar je pomenilo neposreden prevzem vseh pristojnosti in odgovornosti na območju lokalne uprave. Čeprav so zavezniki v celotnem obdobju prisotnosti na Goriški, to je 45-47, nenehno opozarjali na svojo nepristranskost in vlogo branilca ravnovesja med dvema narodoma, je tehtnica zelo hitro prevagala v ohranjanje idealov ameriške svobode in demokracije pred bližnjo komunistično nevarnostjo. Če samo povzamem spomin takrat so naslednjega vojaka Freda Lincolna, v bistvu je prišel takoj po vojni najprej v jug Italije, tam je bil potem premeščen na Gorico, so morali vojaki na območju skrbeti predvsem za varnost prebivalstva. In kot so on tako svoj refleksiji spominjal pove, je, da mislim, da so ZDA takrat ravnali pravilno. Skupaj z Angleži smo ohranili mir, po sporazumu z Jugoslavijo smo območje zapustili in se vrnili domov. Na spletu, kot tudi posameznih pričevanjih vojakov, ki so služili v 1947 v coni A vojaščino, ki so v tem območju bili, vedno zasledimo to idejo, da so zavezniški vojaki na območju ohranjali mir in prinašali svobodo. Predvsem jasno pa je, da so izkušnje angleških in ameriških vojakov vplivali mednarodne politične razmere, ki so se posledično tudi strukturirali v njihove spomine na povojno obdobje. Istočasno pa je treba poudariti, da so ti mladi fantje na to območje prihajali popolnoma neizkušeni. Imeli so zelo kratek trening, da bi nekako spoznali, kakšna je situacija v Italiji, po vojni Italiji. Zelo malo so pa na primer vedeli tudi o tem, kar se dogaja na območju, na katerega so bili poslani. Torej tudi vidimo celotno cono A in kakšna je bila situacija v tej coni, torej kako kritično je to bilo in zakaj je bilo to območje dejansko sploh povojno žarišče. Iz njihovih pripovedi izseva ven, da so območji sprejemali kot zelo ruralno, prebivalstvo kot popolne ignorante in predvsem so videli, da ljudje živijo v popolnih, da so revni in da so v izredno slabih higienskih razmerah. Tukaj je veliko krat tudi govorili recimo o tem, da so bila decenija štrbota, da ljudje niso razumeli popolnoma nič, da so bili samo med sabo slepi zaradi situacije, ki je vojna prinesla. Torej, v prvi fazi, ko so na to območje prišli, je dejansko njihovo poznavanje situacije bilo izjemno slabo. Če se pogledamo na celotnem območju železniške vojaške uprave, torej cone A, je delovalo okoli 15.000 pripadnikov angleške in ameriške vojske. Po prevzemu oblasti pa sta si obe zavezniški sili ozemlje strateško razdelili. Zdaj od Mil do nekako do Goriške, do sredine je delovala angleška uprava, medtem ko na Goriške gor do Plevina delovala ameriška uprava, s tem se tudi mestne postojanke. Gorica samo po sebi je podsevala izjemen multietnični nabor različnih vojakov in tukaj prosim ne pozabiti kolonije. Veliko pričevalcev se bo v tem prvem stiku zaveznikov spominjalo na Indice, na ljudi, ki imajo
turbane na glavi, na črnce, na polčrne, tudi je bil zelo pester, multietnični nabor ljudi, s katerimi so se prebivalci srečevali. Glavni sektor, na katerega je posebej zadevniška vojaška uprava, so bili javna varnost, sodstvo, vzgoja in zdravstvo. Ekonomsko delovanje pa je bilo v celoti sredotočeno na občutljive naloge v zvezi s preskrbo in nadzorovano distribucijo številnih kontinentalnih industrijskih proizvodov. Tako posledice vojne kot nacionalna premija so ovirale razvoj območja, kjer so bili še tako deloma porušeni industrijski obrati in kjer je vladalo veliko pomanjkanje in posledično tudi veliko bolezni in kjer je bila izjemno nadpovprečna stopnja brezposelnosti. Spomini prebivalcev na prve povojne mesece so predvsem povezani s težavami vsakdanjega življenja in pomanjkanja. In torej glavna skrb, ki preveva iz njihovih spominov, je namenjena zagotavljanju hrane, delu, strehi nad glavo, skupni imenovalec, pa bodi se so tudi italijanski pričevalci ali slovenski pričevalci, ki je premagovanje mižerje, torej lakote in dejansko te situacije nemoči. Dario Colot, Italijan, se recimo tako spominja teh prvih stikov z ameriškimi vojaki. Odpirali so podornjake in bili so polni vsega. Otrokom so delili čokolado, cigarete, potem so imeli škatne marmelade, sofisticirane zadeve, v škatlah pa dobrine, ki si jih ne moreš predstavljati, beli kruh. Bila je lakota. To se spomnim. Američani so dajali čokolado in kak bombon otrokom. Ampak vse je bilo na karte, tako kot v času vojne. Ni bilo nič za jesti. Naša družina reševala to, da so moji monotni kmetje in da smo dobili krompir, mleko. Te stvari ne. Potem počasi je bilo bolje. Torej, kar je skupni imenovalec celotnega obdobja zvezniške vojaške uprave in kaj se bo omejila v celoti na preskrbo in na prehrano in na spomine povezane s preskrbo in nekako postila mogoče večjo pomembno tematiko, tudi pač političen boj za prevlado v Gorici, je ZVO prinašal prehod iz pomanjkanja blagostanja z poudarjanjem tega povojnega premagovanja revščine. In v večini naracij so zato zavezniki in te zavezniki so na območju Goriške večinoma Amerikani, tako je pač lokalno rečeno za Američane, bili podobni tistega, ki je nosil čokolado, in nosil bel kruh, in nosil cigarete, in nosil dobrote. In te podobe blagostanja in bogatstva so se tako velikokrat ponavljale, ne glede na to, skošno smo mislim pričevalci prihajali, da so postale stereotipne. Predvsem otrokom je prihod zaveznikov odprl nov pogled na svet, na tako zvano Ameriko, kjer je bila doma svoboda in ni bilo pomanjkanja. In Amerikani so bili videni kot zdravi, močni, lepo oblečeni in so prinašali blagostanje. Tle seveda treba poudariti še en zaključen moment, in tisti, ki se tega spominjajo, so bili takrat otroci. In dejansko se ta stereotip prenaša iz otroške podobe, ki se je pač potem v letih nekako situirala v spominu kot edina prava, edina pomembna. Medtem, ko če beremo drugo literaturo, ki se navezuje na celotno obdobje in na samo odnos, ki so ga zavezniški vojaki, glede kako so bili Angleži ali Američani, imeli do lokalnega prebivalstva, ne bo kako je bilo italijansko ali slovensko, predvsem pa do slovenskega popolnoma drugačno. Tukaj je zelo veliko krize in tukaj je pač tudi zelo veliko nasilja. Takrat, ko so imeli 8-letna Anika Hlede, se tako spominja Američani. Smo hodili v šoli in tam so bili Amerikani. So imeli zelene kamione s kuhinjami, to je bila poljska kuhinja. In so nam dali kiblo, njih, limonade. Še zdaj se spomnim, še zdaj imam v ustih tisti okus limonade. Smo hodili z gavetami in so nam dali vse, čingume, mleko, pistače, naredo za omlete, tako vse. Seveda, kaj treba razumeti, da te otroci, ki so pač rasli v vojni in niso poznali nobenih dobrin, to je bilo za njih še posebno doživetje, da so dejansko, ne samo, da so se najeli, pa še so prvič, da so sploh ljubili bel kruh. Ta zgodba, ki se ponavlja vedno, kako so prvič jedli bel kruh, je dejansko tudi potem ta stereotip, ki se največ navezuje na zaveznike. Realna situacija je bila veliko bolj poreča. Ena prvih težav, s katero se morala začasno oblast soočati, je bila ne glede na politične tenzije v prostoru in strahu pred izbruhom novih konfliktov, ravno skrba s hrano. Torej pri skrbi in odmerjenih dnevnih obrokov, tako imenovani daily fluctuation, boju proti koruptivnemu črnemu trgu in ureditvi
kaotičnih cen na trgu in predvsem, pri čemu so se mogli dejansko odbiti razen črnega trga, je bilo tudi to, da so utrjevali cene produktov na lokalnem tržišču. Treba je bilo stabilizirati red na področju dobave hrane, urediti higienske standarde in poskrbeti tudi za prehranjeno prebivalstvo. Če pogledamo moja poročila, ki so jih zavezniki ameriški vojaki Minutes Report nekako iz območij, ki se navezujejo na hrano, je zelo jasno se pokaže ta razlika, kakšna je bila stanje leta 1945 v juniju, ko dejansko zavezniki pridejo na območje in kako se je pač dejansko stvar stopnjevala oziroma izboljševala do februarja 1947. V prvem tednu nove začasne uprave se v zvezi s hrano izpostavlja predvsem omejene iste količine kruha, pašta je racionalizirana na 1 kg na osebo in njih dobrot v bistvu ni. Medtem, ko so v večjih mestih nekako nastavljene strukture za razdeljevanje obrokov, so ruralna območja to že izvzeta. Trgovine so te junija 1945 po poročilu še zaprte in dobrine blokirane, za kar se recimo tudi v tem poročilu zauzemajo, da se čim prej stanje vzpostavi in normalizira in da se hrana nazaj postane dostopna prebivalcev. Izjemno je pomanjkanje mesa in maščobe, kar se bo dejansko v celotnem dvoletnem obdobju zavezniške vojaške uprave največ ponavljalo v vseh poročilih, to je pomanjkanje mesa in pomanjkanje maščob. In treća je tudi zaloga kvasa, ki je v tem trenutku po poročilu tudi neobstoječa. Velika večina stvari se je dobavljala s umrom in poudarjala se, da se bodo obleke, čevlji, tekstili in vse dobrine, ki ne bile na voljo civilnemu prebivalstvu, začeli dostavljati, ko se bo vzpostavile kartice. Druga država z namenima se da seveda, kot sem že omenila, visoke cene posameznih dobrin in na drugi strani, kako ni bilo nikjer teh dobrin za dobiti, kako je pa dejansko cvetel črni trg. Torej pomanjkanje nekih dobrin v trgovinah, dnevno doziranje dobrin, kot so bila kruh in pašta, istočasno pa velike rastoče cene teh istih dobrin na črnem trgu. Zdaj, če bi pogledamo samo na hitro, kako se je pač to recimo izkazovalo, kot se nekaj junija 1945 skoraj ni hrane. Tudi potem v poročilih kaže, da ni toliko težava v tem, da hrane v drugih delih Italije ne bi bilo. Hiter dovoz hrane je bil poln absurd, ker logistika transporta še na začetku ni delovala. Recimo potem še za februar 1946 se prikazuje boljše stanje na osebo, recimo per capita je padlo 2000 gramov pašte, 200 gramov sladkorja, olivnega olja še ni, sir 50 gramov, marmelada 200 gramov. Bilo je dodano še obrok mleka za otroke, dodatne porcije delavcev, tisti, ki upravljajo krškatela in pojavi se še vedno resna težava pomanjkanje maščob. Istočasno pa poročila opozarjajo, da se masko dobi na črnem trgu, vendar so cene tako visoke, da jih normalni ljudje, delavci, ne bojo uspeli kupiti, ker je predrago. Že pol leta kasneje se ta situacija izboljša, če pogledamo poročilo iz avgusta leta 1946, je podpis ta, da je ponudba hrane na tržnici oktobra, pripravljali se tudi izraz klienti for supplies, še vedno je pomanjkanje maščob, mogli ni na trgu. Cene so še vedno zelo visoke za revnejše, ni pa več poročil o podhranjenih prebivalcih. Pašta nam je bila dana za 1000 gramov na osebo, polenta tudi 1000 gramov, sladkor 200, maščobe 280, jajca v prahu 280, grah 300, fižol 250 recimo, ampak samo nad starostjo 9 let, samo za mesto Gorica, kakao 50 gramov za stare med 4 in 19 let, tudi sladkor, tle se gre tudi za delitev zmletega sladkorja in navadnega sladkorja, zavisi od starostne skupine. Torej, naprimer, od nič do 4 leta in osebe nad 65 let so lahko dobile 200 gramov zmletega sladkorja. In tudi racija kondenziranega mleka in mleka v prahu se razdelila po mestu Gorica. Dejansko izhaja ven, da je bilo tudi mesto samo bolj privilegirano in da je hrana zelo težko prihajala tudi na bolj opravljena območja. Zadnje poročila, recimo potem že za leta 1947, ki se tudi že ve potek nove meje in se vojska sama začne z družinami preti z določenih območij umika, kaže že tudi na manjše število živil, ki je bilo razdeljeno. Recimo pašta je 500 gramov, maščobe 100 gramov, jajca v prahu 100 gramov. Deli se pa recimo že ven potem konzerve za otroke, ki so na nekaj hrani in dobijo 20,
in ena konzerva na osebo starejšo za 65 let. Če na ta način vidimo, kako je potekala ta racionalizacija hrane, kako se je hrana delila na prebivalstvo strani zaveznikov, je pa preživetje vojakov, teh istih zavezniških vojakov, ki so na teritoriju skrbeli, tako zvani reti mir, popolnoma drugačno. Za vojsko je dobro poskrbljeno. Dobava dobrin je bila vojska zagotovljena tako preko morja, iste za Tržaškega pristanišča, po zemlji. Vojaški vlak je dnevno povezoval Videm, Gorico in Trst z Neapljem, kjer je bila pač velika ameriška postojanka, in kjer so se po morju dobavljali zaloge iz Združenih držav za vse zaposlene enote. Oddelek je bil na razpolago samostojen sistem za proizvodnje Coca-Cole v Črnadu, imel je svoj objekt za pripravo sladoleda v Gorici, medtem ko jim je pivo dobavljal proizvajalec pivoveda. Vsak kraj, kjer so prebivali oddelki, je bil založen s tako imenovanimi magazini, in te se v vključevalci tudi zelo dosti spominjajo. In te magazini so bili opremljeni z vsemi vrstami potrebščin, ki so bile vojski na voljo za doplačilo. Svojo pomoč je vojakom ponujal tudi ameriški Rdeči križ, ki je vsem osebju nudil vrsto svežilnih pijač, recimo čaj, kavo in druge prigrizke, po zmernih cenah in v določenih urah v tekom dneva. Zanimivo pa je, da se tudi težko lahko istočasno predstavljamo, da je vsa ta masa vojakov tudi proizvajala neko gospodarski plus, gospodarsko moč ali pomoč, če se gremo z besedo, iz same prisotnosti na teritoriju. Vojaki zvezdniških čet so bili mesečno izplačani v vojski strani ameriške države in dobivali so mesečno tako imenovane vojaške boni militari, ki so se potem pretvorili lahko veljale. In te boni so bili zakonita valuta, ki so uporabljala na celotnem okupiranju, predstavi zdravstvo uporabljala so pravičun, na celotnem ozemlju in seveda pa tudi po ostali Italiji. Menjava bonov se je opravila lahko znotraj administrativnih poslopij vojske, da so tudi vojaki sami vedeli, da se jim je veliko bolj splačalo, če so te bone menjali zunaj. In seveda zakaj? Ker je bilo pač dosti bolj ugoden menjalni tečaj. Ta dejavnost je seveda nezakonita. Ampak bari, kavarne, restauracije, plesni klubi, hoteli, gostišča, v vsakem mestu in v določenih prostorih znotraj mesta so se ta pravila redno dogajale. In več ali manj vse te nelegalne dejavnosti so se dogajale ne samo v vojašnicah, kasarnah, ampak dejansko povsod po celotnem teritoriju. Vedno se je našel vojak primužen napeljano posebno poslovanje, bodi se da to za dobavo hrane, torej zamenjavo, za majhne dobrine, za vsak je imel recimo prav nastavljen svoj mali črni trg, s katerim je na nek način poskušal zaslužiti. In seveda to se potem ponavljalo tudi po domačini. Velika večina domačinov je imela predstavljen svoj mali lastni črni trg, da se je lahko družina tudi potem ohranjala. Sporazumevanje med vojakom in civilisti pa kljub temu, da obstajala ta jezikovna barijera, ni noben problem. Kot je pravljena gospa, si jih razumno mote, pomeni, da s pomočjo rok znakov. Onda pri nas pred trgovino so ostali kamioni, so imeli kruh, so nam dali kruh. Poleg prestrale, to je kruhe, so zamenjali za blago. Smo jim dali kakšno srajco in kakšne kalcete in so nam dali prestrale, torej v bistvu so odločila menjali za rjuhe, ali pa smo kupovali amerikanske prestrale. Dosti so menjali in so recimo domačini kupovali odeje, ki so jih potem prekuhali, prebarvali in delali ven plašče. S temi plašči so se še veliko let potem hvalili, da so bili taki, ki so največ časa tudi zdržali. In kot je gospa zaključila, važno je, da so nam dali kruh. In dokler ni do meje, smo hodili delati, kar je tudi zelo pomembni podatek, dokler ni nastala meja, je dejansko način doživeti na nek način s pomočjo črnega trga in malih izmenjav zagotovljen. V vsakdanjih praksah zavezniški vojaki pa niso bili z vsemi domačini na enakih odnosih. Večina teh odnosov je temeljila na obojestranskih zahtevah in potrebi po pomoči, pa ne je bilo to pranje obleke, nakup vina ali pa na drugi strani iskanje blaga v obrane. Nekateri je bili lepo število pričevalcev se je znašlo in je s kupčijami, menjavami, zavezniki tudi izboljšalo svoj standard. Drugi so iskali druge poti preživetja. Predvsem ženske del populacije je lahko računal na boljši standard s pomočjo naklonjenosti do takšnega vojaka in takšnih, kot se spominjajo pričevalci, ni bilo malo. To je pa recimo ena taka tematika, ki je izjemno zanimiva v odnos vojske do žensk,
in na kakšen način so se pač potem te strategije naprej razvijale. Pridobljene življenjske zgodbe, ki nam odstirajo podobe preteklosti Goriške, predvsem poudarjajo vedno veselje ob koncu vojne, konec strahu, konec vojne krutosti, ki je prebivalcev mesta različnih nacij in različnih ideologij nikoli ne pustil ravnodušne. Po vojni se je družno plesalo, manifestiralo, veliko protestiralo, sanjalo se o boljšem jutri. Predvsem pa se je iz oči pričevalcev takratnih otrok veliko sanjalo o belem kruhu čokolade.